Drage gledalke, dragi gledalci, živijo. Danes se bomo pogovarjali o pomenljivih razmerjih in spolnosti v njih. Gledate novo oddajo Reflektorja. Moje ime je David Tomažin in sem voditelj današnje epizode. Včasih mi je sedeti z mojima gostoma, ki v področju nimata samo kilometrine, ampak tudi globino. Z mano sedita predstavnika obeh spolov, Agata Hren, po duši pripovedalka zgodb, blogerka, ustvarjalka po imenu Rumeno Rdeča in mati 3 otrok, Agata, živijo. Živa. In pa Urban Urbanc, bitje luči, javni govorec in izvajalec delavnic za osebno rast. Urban, živijo. Živijo, lep pozdrav. No, pa da kar na začetku pogovarjali se bomo o različnih odnosih, o razmerjih, o spolnosti. Začel bi čisto na začetku. Kakšen imata vidva odnos do našega telesa? Svojega telesa, kako imamo kot družba odnos do telesa? Mogoče Agata, tebe prvo. Sem upala, da vam lahko začel. Se žrtvujem na tebe, če želiš. Ne, vse cool. Prav osebno se mi zdi, da skozi leta, to lahko povem, da se počutim v svojem telesu zmeri boljš. Da sem zmeri bolj vesela za to, kakšna sem, pa tudi, da bolj cenim svoje telo. Pa sem dala 3 porode za sabo, pa moje telo ni tako, kaj je bilo recimo 10 let nazaj. Ampak se mi zdi, da je moje telo pač nekaj več kot samo zunanji izgled in to mi je tisto, kar mi da tudi eno ljubezen do tega, da si želim celostno skrbeti zase. Ja. Urban? Ja, mislim, pogled na telo tudi jaz obravnavam celostno, če se le da. Vsekakor, ker sem tudi po izobrazbi športni pedagog, tako da imam na tem področju kar nekaj izkušenj. In skušam gledati vedno telo kot neko celoto, fizično, mentalno, čustveno in pa duhovno. In mislim, da pač na vsakem področju skušam sam osebno za to celoto skrbeti preko teh komponent. Zdaj vprašanje pa je, kakšen odnos imajo ljudje do teles, pa bi verjetno zaradi teh različnih propagand, ki smo jih deležni v tem svetu, bleščečega, lepega, krasnega, boljšega, lepšega in tako naprej, pa verjamem, da so marsikatere komponente malce pozabljene, da se predvsem nagibamo k temu tej telesni komponenti in to je tisto, kar je pač mnogim zelo pomembno. A sta kdaj sovražila svoje telo? Sta bila na nekateri točki v življenju, ko sta sam sovražila to, kar sta? Sam osebno nisem imel nikoli s tem težav. Ja, sem imel pač obdobja, ko sem bil majčkeno bolj buckast, malo bolj debel, mislim tam gimnazija nekako, ampak me to ni pretirano motilo. Tako da vedno sem se pa tudi ukvarjal s športom, tako da je mogoče šport oziroma posledica športa je bila pač telo, ki je imelo nek videz, pa tudi odnos do tega, kako so mi ga starši razgojili, kako mi ga je pač nekako, ta moja izobrazba nekako predstavlja, je bil za mene vedno pač kot neko inštrument, s katerim pač lahko premagujem te dnevne izzive in se skušam imeti dobro v življenju. Pa ti, Agata? Jaz sem spomnim kakšnih trenutkov, po mojem, v začetku srednje šole, ki ne bi mogla reči zase, da mi je tako, da sem točno tako, kot bi si želela. Po mojem je konstantno tisto, ne vem, da nisem dosti dobra ali pa kaj vse. Sem bila pozorna predvsem na vidike, ki mi niso bili všeč. Tisto, kar bi si želela popraviti ali pa izboljšati. Tako da ja, se spomnim enega obdobja, ampak ni tako, da bi pa to trajalo recimo več let ali pa tako, da bi res nosila en ta spomin s sabo. A bi se strinjala, če bi rekel, da če hočeš imeti odnos z neko osebo, moraš prvo imeti dober odnos do sebe? Nujno, definitivno. Zaradi tega, ker mi je zelo pomembno, kako dosežeš dober odnos do sebe, ker se mi zdi, da tam je dostikrat problem. Mislim, a sta kdaj doživela, oziroma če poznata tako, oziroma v vajnih primerih, a vaju je kaj oviral vajn lasten odnos do sebe v vajnih razmerjih? Mi do zdaj kle govoriva že kot človeka, ki sva dala, nisva več najstnika. Jaz se sprašujem, kjer najstnik ima povsem zdrav odnos do samega sebe. Jaz se spomnim, jaz sem bila toliko zafurana, ko sem svojega, pač zdaj moža, ampak takrat fanta dobila, pa se večkrat tako, zdaj, ko pišem take
ne vem, zrele članke o tem, kako mora potekati en partnerski odnos, pa spoznavanje, si mislim, pač 5% tega, jaz pa malo nisem dala česa, ne, ali pa tako se kdaj sprašujem, a pismo, kaj ta moj bogi mož vse mogo dati česa, ne. Pa sem midva vseeno prišla do te točke, da sva ustvarila en odnos, ki nama je obema v zadovoljstvo, nama je obema v veselje, pa bi lahko rekla, da je kljub vsem izzivom kar fajn, ne. Je tako uspešen zakon, bi rekla, ne. Tako da jaz mislim, da povsem en tak zdrav in zrel posameznik, sploh v najstniških letih, jaz mislim, da tak ne obstaja. Da je že ful velik korak do tega pa, da je nekako ima ena orodja za izgradnjo ali pa da si želi delati na tem in pol, da se to tudi v odnosu lahko nadaljuje. Da ne stagnira s tem, da preigravata drug med drugim ene svoje ranjenosti, ampak da se potem tudi, ko prideva skupaj, da greva na to pot, da nekako skupaj rasteva, pa hkrati, da vsak osebno gre eno svojo pot razvoja. No, to je moje mnenje. Ne, ful lepo si povedala, res. Hvala. Se strinjam. In pač mislim, življenje je rast, neprestana rast. Ne? In dejansko misli, da ko si pač prišel do nekih starosti, do nekih let, do neke zrelosti, da ti potem ni treba več delati na sebi, rasti v kakršnemkoli smislu, je ena velika iluzija. In vsem mladim, recimo, tukaj močno polagam na srce, da ne se ne ustrašijo in ne predstavljajo tega v smislu, samo še to dosežem, potem bo pa bolje. Ne? Pač vedno je potrebno rasti, vedno je potreba delati na sebi. To je pač evolucija človeka, to je evolucija tebe kot duše tudi dejansko, da se skozi to podobo, to človeško, telesno podobo, ki jo tukaj imamo na tej zemlji, da se naša duša skozi te odnose, recimo, skozi situacije, skozi stvari, ki se nam dogajajo, da se nekako razvija, da se, kako bi rekel, da nekako izživlja samo sebe, da izživlja tisto, za kar je bila pač na ta svet poslana, kar si je dejansko na tem svetu kot duša vsak posameznik izbral. Ne? In mislim, da je ta odnos, ki ga lahko človek oziroma ki ga mora človek do sebe gojiti, je bistven do odnosa s katerimikoli ljudmi, stvarmi, situacijami v našem zunanjem svetu. To jaz dejansko ves čas poudarjam in vedno začenjam pravzaprav s tem, mogoče celo najprej fizičen odnos do telesa, se pravi, kakšno hrano ti sploh ješ. Kakšne misli ti gojiš, potem prideš le kasneje, recimo lahko, no? Kakšno hrano ješ, kaj ti gledaš, s kom se družiš, kaj piješ, a se ukvarjaš s kakšno rekreacijo, mogoče a se ne, a imaš kakšno odvisnost ali ne, kakšne misli gojiš, kakšne čustva so v tebi. To ti potem lahko pomaga ves čas nekako razvijati samega sebe, spoznavati če bolj samega sebe in dejansko potem tudi v odnosu z drugimi te komponente, te kvalitete prihajajo ven in nekateri ljudje potem odpadajo v tvojem življenju, nekateri prihajajo v tvoje življenje in tako se pač dogaja, tako se razvija. To je ta cikel, ta krog, ki ga... Urban, a mi lahko potem prosim razložiš, zakaj se ljudje bojijo rasti, pa razvijati svoje potenciale? Zakaj ni to primarni odnos do življenja? Zato, ker ni prijetno. Zato, ker evolucija je sprememba, ampak ni vedno prijetna sprememba in ni vedno sprememba, ki se zgodi na dobro. Lahko se včasih v trenutku zgodi sprememba tudi v slabo. Recimo, če pogledam vse svoje situacije, ki so se mi zgodile v življenju, tiste, ki bi jim lahko pripisal negativni znak. Danes, kot malce pogledam nazaj, kot malce zrelejši morda, kot malce modrejši, rečem lahko, da so čisto situacije bile pozitivne in so bile potrebne in pomembne za mojo rast, ne glede na to, kako boleče so bile. Vsi partnerski odnosi, recimo, ki so nekako prenehali zaradi tega, ker se je pač zgodilo nekaj, ker je partnerka te zapustila ali pa ker se ni nama izšlo ali pa ker je prevarala ali pa karkoli, je bilo dejansko meni dano kot darilo. Ampak mi pa tega ne želimo na ta način pogledati, zato ker boli in izogibanje tej bolečini, ki jo posameznik čuti ob neprijetnih stvareh, je tako naravno, kot je naravna bolečina sama, to večkrat poudarjam. In posamezniku ni prijetno čutiti bolečine, mi rajš čutimo ugodje ves čas, samo da je pač dobro, zato pa toliko odvisnosti od hrane do pornografije in tako naprej. Sem je destruktivno, ne? Ta iskanje ugodja je samo destruktivno v bistvu. Na kratek rok ne.
Na kratek rok je ful fajn. Ja, Ja, no. je, Na drugače, dolgi rok, seveda je, samo tako kot je prej Agata dobro rekla, pač vsak najstnik, recimo, vsak, ki je v puberteti, dejansko raziskuje svet, razvija se kot pač neka osebnost, išče svojo identiteto v tem svetu in napake so tudi del življenja in tudi samodestruktivnost je verjetno del življenja. Ne? In dobro je, če si toliko časa samodestruktiven, če trpiš v nečem, recimo, da potem spoznaš, da ti to ni potrebno več. Ne? Zato pa obstajajo tudi potem, ne vem, ali recimo neke skupnosti, kamor se lahko usmeriš, učiteljni programi, pomoč, ki jo lahko iščeš in slej ko prej, posameznik, dobro, nekateri morda pač bojo končali, ne vem, mogoče za šankom v nekih odvisnostih, mogoče v nekem negiranju vsega tega kot darilo, pač v prelaganju odgovornosti za svoje življenje na vse druge, na politiko, na starše, na soseda, tako naprej. Eni pa bodo pač toliko časa boleli in ko jih bo preveč bolel, bodo nekaj naredili, bodo pogledali vase in naredili nekaj korak naprej. Veš, to, kar si prej rekla, Agata, imaš predpogoj za med razmerja, ne? A je ta predpogoj tak želja, ki si rekla? A je ta predpogoj iskrenost? Kako si rekel? Ker dejansko se mi zdi, da za kakršenkoli odnos moraš biti iskren. Prvo do samega sebe že nekako. Ampak to je ful težko. No, saj to ne. Kako točno ti veš, da si res iskren sam do sebe? Pač to se... Jaz mislim, da je ta iskrenost v bistvu čisto vkomponirana v en osebnostni razvoj. Da ko ti sproti, ne vem, ugotavljaš, kaj si res ti, ker sam tako, da ti se učiš po mojem avtentičnosti. Tako imam jaz občutek, da smo bili mi nekako vzgajani v to, kako se moramo vesti, a ne, ko pride pa stric, ga moraš objeti, pa če tudi ti smrdi. A ne, moramo izpadati dobro, a ne, moramo iti preko teh naših notranjih občutkov, pa če tudi res nečesa ne bi naredil. Ampak tako smo bili, se mi zdi, da smo bili nekako učeni v to, da je važno samo, kako mi izpademo. A ne? In s tem se nekje izgublja vmes ta naša avtentičnost in tudi, da bi si upali avtentično živeti. In šele po mojem, ne vem, kje se pol to zgodi, ker ti lahko, po mojem, počasi tudi samega sebe odkrivaš. A veš, ko greš na eno to pot, da se odločaš, pa je to lahko, a ne, res ena točka bolečine, da se ti na uni točki odločaš, ok, zdaj moram pač nekaj narediti in po mojem tam začneš počasi zlagati tako, ali pa odkrivati tudi delčke sebe. Se po mojem vsaka scena pa vsaka drama, ki jo imaš v življenju, ti pokaže malo več, kdo ti si, a ne? In tako se po mojem ti učiš biti iskren. Jaz mislim, da smo tudi zelo različni temperamenti, in pol drugega, mislim, sploh v odnosu z možem vidva, koliko se pol vleče, tako, koliko se postavljava pol tudi ogledalo in se učiva ene iskrenosti pol tudi, da sva, ja. Super je rekla, Agata, ko je rekla, pač kako pa veš v bistvu, da si iskren do samega sebe, ker sam sebe v ogledalu zelo težko, oziroma ne moreš same sebe v obraz pogledati, lahko vidiš sebe kot odsev v ogledalu in seveda lahko vedno malce fejkaš, vedno lahko malce skušaš pretentati samega sebe, ampak jaz sem zapisal nekaj časa nazaj že, da vsak znotraj sebe res dobro ve, kadar sam sebe slepi, kadar sam sebi laže v obraz. Samo vprašanje časa je, kdaj si to prizna. In vprašanje je, koliko ti potem ljudi spustiš v svojo bližino, ki ti odsevajo potem to, česar ti nočeš videti, ker ti projicirajo te stvari dejansko, ker odnosi so taki, da pač mi tudi v odnosih najbolj rastemo, da si izkazujemo te stvari, ki so najbolj boleče, ker partner je ponavadi tisti, ki bo v tebi sprožil točno tiste triggerje, ki jih ti boš potisnil proč in jih ne rabiš sploh pogledati, a on je točno tisti, ki bo pritisnil te gumbke. In se strinjam, da potem ta iskrenost seveda postaja z leti bolj ena taka pomembna komponenta, predvsem pa se začne s to iskrenostjo do samega sebe, da sebi naliješ čistega vina in potem pač odpade določena publika, odpadejo določene navade, mora odpadati določen način življenja. Jaz se velikokrat rečem, pozabiti moraš na svoj star način življenja, kolikor želiš začeti pač z nekim drugačnim. In je bistveno, ja. Ok, gremo se zdaj smo imeli malo bolj teorije, gremo zdaj v praktični vidik. Sem en mlad človek, mlad fant, mlada punca, nima toliko veze. Kaj bi mi rekla, če bi vam jaz rekel, odvisen sem od pornografije in moje
ne tvorim toliko dobrih razmerih, kot bi jih želel. Kaj moram jaz narediti? Kaj bi mu rekla? Meni je ful težko na to odgovoriti, tako da daj ti začni. Okay. Ja. Okay. Prva stvar, jaz zelo na moško pristopam do tega in rečem, takoj prenehaj gledati pornografijo. Ja, ampak jaz si ne bi, Urban, prosim, ne mi tega govoriti. Okay, jaz si ne bi. To je prvo, moj nasvet je, prva stvar je, takoj prenehaj gledati pornografijo. Ok, ne želiš, potem druga stvar, vprašaj se, zakaj ne želiš in kako najdeš zdaj motivacijo, najde ta čustveni zakaj, nek veliki zakaj bo to potrebno, zakaj bo to dobro za mene, da jaz preneham gledati pornografijo. Torej, bilo zelo dobro najprej vedeti, kaj pornografija povzroča slabega, tako kot bi lahko pogledali, recimo, kako kajenje slabo vpliva na tebe ali pa kakšna druga vrsta odvisnosti, ker to dejansko je odvisnost. Ne? In tvoje telo je tako odvisno zdaj, recimo, od gledanja pornografije, da je treba predstaviti, recimo, kakšne negativne posledice tega, kaj lahko pač dejansko povzroči slabega telesu in mlademu, in potem, kaj lahko pa človek pridobi s tem, ko takoj pač preneha s pornografijo. In to je mogoče moj pristop, da lahko ljudem, sploh mladim fantom, recimo, ali pa sploh fantom, se ni treba, da so mladi, se so lahko starejši, kjer pač ni noben imel nobene izobrazbe spolne, oziroma vsi smo imeli neko spolno neizobrazbo in nam drugega sploh ni poznanega, kot pa samo to. Ne? In vsakemu priporočim najprej to prenehanje gledati, če ne gre, potem pa predočiti stališča, zakaj je to slabo, kaj lahko s tem slabega povzročiš sebi in pa potem v bistvu, kaj ti dobrega lahko pridobiš. Ko prenehaš gledati pornografije in ko začneš pač drugače se posvečati samemu sebi. To temo ima običajno zmeri moj mož Česka, če greva kam. Do mene pridejo predvsem ženske oziroma partnerice pač moških, ki uporabljajo pornografijo. In v velikih primerih me vprašajo, pač, kaj si jaz o tem mislim, ker naj bi bilo to nekaj, kar je normalnega, a ne nekaj, kar je pač, da to itak, da jih itak moški, mož, partner, kdorkoli, fant, prepričuje, da je to da to itak vsak počne. A ne? Tako da, ne vem, na tem področju jaz ženske probam opolnomočiti v smislu, da je cool, da je normalno in prav, če poslušajo svoje občutke ob tem in da jim to pač ni v redu. Ker je na nek način ne samo, da je to neka stvar, kaj je torej njen partner počne in je to njegova stvar, ampak zelo močno vpliva tudi na njun odnos in na pač kvaliteto njune spolnosti. Ne samo neka iluzija ali pa ne neka samo teorija prav pa narobe. Ne? Sama pornografija ful močno pa vpliva tudi na to, kako bi rekla, kakšna je pol kvaliteta spolnosti, pa tudi zadovoljstvo ženske v spolnosti. No, ker z moškega vidika bi rekel, da dejansko se lahko samo dovoljuješ na karkoli. Pornografija je eden izmed teh kanalov. Ker smo prej govorili, ta samozadovoljevanje je v bistvu samozadovoljevanje, v bistvu biti samo sebi zadost. Recimo tudi teologija telesa, tudi veliko govori o tem, da samo sebi ni poanta biti namena, ne? Ti si družben človek. In da tega, bi rekla, mislim, kje je ta meja, ko recimo v teh parih, ko je povzročanje zadovoljstva samemu sebi lahko že ovira razmerju, ki jih ti tvoriš drugemu. Veš, do kje greš lahko? Pri povzročanju užitku samemu sebi. Jaz, če smem se zopet navežem, potem je to iskrenost, ker dejansko, koliko si ti sam do sebe iskren, da to tebi povzroča neko vrsto težave. Zaradi tega, ko si ti v tej zanki ujet, ti niti ne veš, da ti to povzroča težavo. Zato, ker vsakič, ko se pač samo zadovoljuješ, vsakič, ko se recimo samo zadovoljuješ preko neke pornografije, ti dejansko sebi povzročaš nek kratkoročen užitek. In ta užitek tebi daje potrditev, da je to v redu, da je to dobro. Ti se dobro namreč počutiš, v bistvu, ko pač doživiš orgazem, ponovadi orgazem z ejakulacijo, se telo dobro počuti tistih par sekund. Ne? Potem, kaj sledi za tem, pustimo za enkrat.
Ampak problem je potem v tem, da ti potem tega rabiš samo še več in te potem stalno to daje potrditev, ker to ni taka odvisnost kot recimo kajenje, ti potem ne kašljaš, ti potem ne zapravljaš nekega denarja, kot ga recimo v kazinoju, ne zgubljaš, hiše, ne zgubljaš nekega premoženja, dejansko izgubljaš svojo življenjsko energijo, vendar se kot mlad moški recimo, če govorim za moškega, tega sploh ne zavedaš dejansko, šele kasneje pride to za tabo, pač te obresti, ki jih plačaš, ker si ta kredit vse čas malce sposojaš v banki. In ko si enkrat v tem začaranem krogu, ti niti ne veš, da imaš težave. In ljudje tudi ne vejo, rečejo, ne, jaz se odlično počutim po orgazmu. Ja, dejansko zato, ker ti misliš, da je ta užitek, ki ti ga tebi da, to kratkoročno izpraznjenje, povzroča tak užitek in da je to edino zadovoljstvo, ki ga moški lahko še doživi, ker ne poznaš, kaj lahko sledi še drugega. V trenutku, ko pa se ti začneš zavedati, da obstaja recimo še kroženje za to življenjsko energijo, ne samo, da jo ti ejakuliraš ven spazmično v tistih parih sekundah, ampak da ti lahko krožiš to energijo po telesu in s tem hraniš sebe, s tem hraniš partnerico, ki se ljubita. Če moški tega ni izkusil ali pa če niti ni poskušal tega izkusiti ali pa če niti ni bral o tem, bo zelo malo verjetnosti, da bo on opustil to pač navadno oziroma vsem poznano ejakulacijo oziroma orgazem z izlivom. No, ker je zanimivo, ker vprašaj, če je problem sama pornografija. Mene skrbi, da nimamo alternative, da človek ne ve, kaj naj namesto tega naredi. Kaj je tisto bolj produktivno, kot si rekel, krožiti z energijo, usmerjati se v bolj produktiven odnos. Mislim, smo hedonistična bitja, še vseeno smo nagnjeni hedonizmu k uživanju in zdaj alternativa bi bila dejansko za nekoga, mogoče samo še nek drug užitek, ki bi bil prav tako zloraba na telesu. Se pravi, pač še več čokolade je alternativa, v končni fazi, ki mi povzroča zelo dobre občutke tudi v telesu, še več nakupovanja je tudi lahko alternativa, pogovori 3-urni s prijateljico je tudi lahko alternativa, tek je lahko huda alternativa, to so vse lahko pač neke stvari, ki ti dajo v končni fazi sproščajo neke hormone in ti dajo nek občutek zadovoljstva. In problem je, ker pa mi, to je pa tako, to je pa čist, še vseeno pa masturbacija čist nekaj drugega, to je pa res v bistvu sam s sabo sam si svojim telesom in dotikaš se nekih delov telesa, ki so malce prepovedani. Mami in oči ti ne pustita tega, malo dej roke stran. In dejansko tisto, kar je prepovedano, tisto še toliko raje počnemo, sploh zaradi tega, ko dojamemo kot mladi, recimo fantje in punce, da nam pa dotikanje tistih delov povzroča pač lahko krasne užitke. In seveda, ko to delamo od mladih let, toliko in toliko časa, to pride v naš živčni sistem, to pride v našo kri, zleze nam pod kožo in potem je zelo težko najti alternativo oziroma sploh ni alternative za nekaj takega, kar bi nam povzročilo lahko take užitke. In potem je dejansko dosledna, zavestna odločitev vsakega posameznika, da se odloči in da reče, ok, zdaj bi pa jaz rad pogledal, ali obstaja še kaj drugega. In si pač odprl paleto nekih možnosti in videl, kaj lahko še vse obstaja. Odpreš ta o spolnosti recimo in že vidiš, kaj vse lahko obstaja namesto tipičnega, rečemo namesto tipične masturbacije. In obstaja ogromno nekih stvari, Potem pa samo zopet odvisno verjetno od starosti tvoje duše oziroma od stopnje razvitosti tvoje duše, od stopnje naveličanosti tega, da se pač po orgazmu, vsaj moški, po ejakulaciji počutiš ponavadi izčrpanega. In nimaš več želje potem biti sploh žensko, niti pač biti žensko, ne samo spolno, tudi preveč ti je ona v tvojem življenju, zakaj bi potem ti rabil. Druga stvar je pa treba razumeti, da še vseeno je to naša biološka potreba kot moških in da se do neke mere tukaj mi borimo proti naravi. In da je tukaj treba, da pač to je umetnost. Umetnost je, da prenehaš s tem in to ni nekaj, kar bi lahko se naučil pač v 5 minutah, je tako kot recimo priprava na maraton. Torej, jaz temu rečem vedno, treba se odpovedati tem nižjim zadovoljstvom za voljo tega, da dosežeš višje cilje v življenju. In meni se to recimo ni težko. Da jaz se odpovem recimo neki fast food hrani in začnem se prehranjati ekološko, vidim zdaj recimo po 10 letih, kako zelo dobro odločitev je bila to in kako dobro sem jaz investiral vase, da sem začel pač uživati tako hrano. In zaradi teh višjih ciljev sem se pač odpovedal tistim parim trenutkom užitka, ki mi jih lahko včasih recimo hitra hrana prinese. No in še dobro, da imamo tukaj Agato, ker ti si pa dober primer potem, kako to v praksi izgleda. A je v redu, če javno delim, da sta počakala do poroke? Spomnim se, kako to izgleda. Zdaj tako, bom kar iskrena.
Midva sva se za to odločila, zaradi tega, ker nama vera ful veliko pomeni. Nisva se odločila to zaradi nekih idealov po osebnem razvoju in ne vem čem, ampak zaradi tega, ker jaz v bistvu racionalno pojma nisem imela, zakaj je to sploh dobro. Sem se rekla, lej, Bog, ti že, če si ti tako rekel, lej, jaz ti zaupam. In pol je bila itak tako, vse je bila klet cela drama, veš, kaj točno to pomeni, a ne? Kaj točno to pomeni? Do kje lahko greva? Ja, funny story. Okay, moje je bilo za Aga, to je bilo po moje veliko bolj fajn, kot pa za moža. Glih eno stand-up komedijantka sem poslušala na to zgodbo, ja. Torej, pol sem imela v resnici to srečo, da sva takrat naletela na teologijo telesa za začetnike, to knjigo. Ker nama je pa nekako odprla oči iz vidika, kaj to duhovno, a veš, nama je dala ene res oprijemljive stvari. Zakaj je smiselno, kaj spolnost pomeni in zakaj si sploh želiva. Takrat je bilo prišlo že do tega, da si pač pa želiva počakati do tega, da se poročiva. A ne? In za mene je bilo v resnici pol tisto obdobje, eno tako ful lepo obdobje hrepenenja, enega tazga čakanja. Tako, to je bil v resnici to blagoslovljen čas, pa če tudi ni bilo lahko, a ne? Če tudi ni bilo tako, da ni bilo, recimo, da sploh nisem imela nobenih skušnjav, kje pa, ne? So bila obdobja, ki je bilo ful težko, ampak midva sva to res izročala in midva sva v vseh teh trenutkih, midva sva tudi v ta namen skupaj molila. In mi je ful težko govoriti za publiko, ki nekako ne deli tega mojega, ne vem, težko dam na svet komorkoli iz tega vidika, ker se mi zdi, da je tako ozko to moje izkustvo tega, da sem jaz v resnici to lahko živela v eni svobodi sam zaradi te moje ljubezni do Boga, ker sem mu res zaupala, da on točno ve, kaj je zame dobro. In pol, da tudi on točno ve, kaj je dobro za najin odnos. In iz tega lahko pol tudi podelim, da je bila za naju spolnost, ko sva se vanjo spustila, tako pač, ker se toliko velikrat poudarja to tehniko, ali pa, kako ne rečem, kaj pa, če se pol v posli ne bi ujela, ali pa kakšne te stvari. To vprašanje je klasika. Pač, za naju je bilo to notranje doživljanje toliko močno, midva sva bila v resnici toliko srečna v tem, to je bilo nekaj toliko veličastnega, skoraj ne glede na to, kako je pač izgledala. In se mi zdi, da skozi eno to bazo, ki sva si jo res v tistem obdobju zgradila, lahko zdaj na enih trdnih temeljih tudi najino spolno zgradiva. In to mi je tako veliko razodetje glih v tem, da ni spolnost, ko je štartaš, to imamo, s tem moramo nekako živeti. Ampak skupaj v bistvu se tudi, tako kot se midva spreminjava, pa skupaj rasteva, je ta spolnost ujeta v to najino eno dinamiko, ki se seveda spreminja skozi obdobja, ampak se mi zdi, da z vsakim tem obdobjem ratuje boljša, bolj kvalitetna in naj tudi in je za naju večji vir zadovoljstva, pa tudi veselja in ene sreče tudi v odnosu. Ker pri vama vidim potem, da je pomenljivo razmerje predhajalo spolnost. Ker se mi zdi, da vsaj, ne vem, jaz sem vedno predstavil, da pač je prvo spolnost in potem lahko ti gradiš razmerje. Očitno je lih obratno. Da ti prvo probaš graditi na pomenljivem razmerju in iz tega lahko raste tudi pomenljiva spolnost. Mislim, to, kar Agata zdaj opisovala, je krasno, ker pač to ona že opisuje to gradnjo samega sebe dejansko najprej.
da ti priješ v bistvu v sebi noter do take globine, da se za to prvo sploh odločiš. To je potrebno pač eno veliko zaupanje v ta višji namen, predvsem pa v ljubezen, ki jo želiš deliti potem z drugo osebo, katero si izbral. In velikokrat mi napačno mislimo, da je to, kot je Agata omenila, da v bistvu dejansko, če pa se ne bosta ujela, kaj bo pa se zgodilo. Ampak dejansko sploh ne gre za to, ker mi se velikokrat lahko zelo močno ujamemo z nekom v spolnosti, ampak je to samo lahko kot neke vrste pretveza za oči, ali pa bi rekel kot neke vrste krinka za vse ostale stvari, ki mogoče niso tako dobre. Ker velikokrat, recimo tudi meni rečejo stranke moja, pa pač ljudi, s katerimi delam, ja, ampak seks je pa tako dober, v seksu je pa res noro vse skupaj. In to je lahko tisto mamilo, da dva ne vidita širše stike, recimo, da ne vidita, da pač partner ne spoštuje nje, recimo, ali pa da ona ne ceni njega, ali pa da ni iskrenosti med njima, da ni neke zvestobe med njima, da moški še vseeno ves čas recimo pogleduje tudi za njenimi prijateljicami ali pa za pač bivšo svojo, imaš vedno stike ali pa kaj takega, ampak ker je spolnost tako dobra, ker spolno zadovolji te užitke, veš, ker sladoled lizati je tako dobro, in zdaj bom jaz vse tisto pač pozabil samo zato, da bom dobil ta trenutni užitek, je nekaj, kar je mamilo in pač mamilo in zmamilo marsikoga mladega na drugačna pota, priznam tudi mene na velikokrat že. In sem se dejansko zdajle, ko si govorila ta tvoj način soočanja s tem, mi je tako res vsa čast in tako, ne, res lepo. In potem tudi seveda vidiš, da se odnos temelji na popolnoma drugačnih temeljih, kot pa večina odnosov, ki jih danes pač vidimo verjetno v svetu. Pa bi vidva priporočala, da se počaka do spolnosti, tako za mlade, ki pa dejansko bi želeli prej. A bi priporočala? Zdaj, če mi jaz priporočal, potem moram za tem stati. Ne, bi priporočal, definitivno bi priporočal. Bi priporočal, pač predvsem bi pa priporočal, ne poslušajo tisto, kar oni čutijo znotraj sebe, da je za njih prav. Če imajo res močan stik, pa če čutijo osebo na drugi strani kot partnerja, kot sopotnika, s katerim se vidijo, si želijo graditi življenje, pač naj poslušajo sebe, in če je pač za njih mogoče ni njena zgodba oziroma njuna zgodba tista, ki bi radi sledili, potem naj pač sledijo svoji zgodbi, ampak naj predvsem poslušajo sami sebe. Ker velikokrat mi želimo malce ugajati, sploh punce malo želijo ugajati, recimo, pa dobro, ne samo punce, tudi fantje zdaj včasih, ker kaj pa bom, če bom rekla ne, potem me pa ne bo več želel, ker danes je toliko ženska, da če mene ne bo hotel. Kaj bi pa ti rekla nekomu, ki bi pa želel pred poroko, pa bi rekel, da to pa je v redu? Ja, to je pač, jaz ne morem, jaz lahko delim svojo zgodbo, pa povem, kakšen vir, da žanjem sadove zdaj. Po 10 letih zakona še opažam, koliko je to kvalitetno vplivalo na najin odnos. Po drugi strani se mi pa zdi, da preveč poenostavljamo to vprašanje, ne bi nekomu to priporočala. To je tako, ni glih to, ne vem, pet na vegansko hrano. Je globja stvar, ki je tudi bolj kompleksna. Jaz bi priporočala, začni to raziskovati. A je to, a tebe tudi prepriča tako, kot je mene. Pa ti si moraš, če ti jaz sam rečem, to je ful dobra stvar, lej, koliko je v mojem življenju to fajn ratal, dej tudi ti. Ja, to pri njemu nov ratal, glih zaradi tega, ker je njegova zgodba čisto drugačna. Mogoče ima ta človek povsem drugačne vrednote. Največ, kar se tukaj lahko naredi, je, po mojem, če imamo tako s to osebo en bolj zaupan odnos, da smo lahko spremljevalci na tej poti. Pa da usmerjamo, da delimo tisto, kar smo mi poštudirali, da jih nekako usmerjamo naprej, lej, mogoče to knjigo preber, ali pa lej, uno predavanje sem poslušala, meni je bilo ful všeč, mogoče bo tudi tebi. Torej, vsaka oseba si more zgraditi, zgraditi dosti jasno sliko, kaj to pomeni, ker šele pol bo lahko tudi to zgodbo izživela. Je to res bolj kompleksna stvar, kot, ne vem, samo jedilnik zamenjati. Ker se mi zdi, da mladi včasih rabimo črno-belo,
A to ja ali to ne? Ne? Pa ja, sej, koliko vprašanj mi dva dobivava, tako konstantno, skoraj, Agata, a to lahko ali tega ne več? Ampak moj odgovor je v bistvu, ne glede na to, kaj ti bom jaz zdaj rekla, se boš ti pol na koncu po svoje odločil, a ne? Tudi če ti jaz rečem, ne, to ni kul, bo tebi mogoče 2 dni mal bed, pa boš pa rekel, kaj ta Agata govori, sej tak, a ne? Sam si moraš, sam v sebi moraš imeti ta svoj vrednostni sistem zelo močno postavljen, da v neki tok verjameš, kot je to, da se odrečeš spolnosti takrat, ko bi najbolj sam to hotel, a ne? Ne, vprašanje je tudi v bistvu, če bi ti nekomu rekel, ja, dej, a bi te res potem dejansko poslušal, ali bi sledil samo zaradi tega, ker je neka višja avtoriteta, če tako lahko rečem, priporočala neko stvar. In se mi zdi Agatin odgovor res ful dober tukaj, ne. Raziskuj sam, najdi sam, poglej, tukaj so razsežnosti, možnosti. Poleg tega pa ti moraš sam začenjati prevzemati odgovornost svoje življenje. In na mladi bi rajš vse, veš, ker dobro, imam sam sebe tudi razmeroma za mladega, ne, ampak vseeno, ko sem bil 16 let star ali pa 14 ali pa 18, je bilo vseeno drugače, kot je zdaj. Zdaj se mi zdi, da je mladim potrebno manj prevzemati odgovornost za to, kar počnejo. In radi bi kar malo prelagali to odgovornost na naše starše, pa na učitelje, pa pač na vse zunaj nas. Nauči se prevzeti odgovornost in če boš narobe se odločil, bo pač to tvoja lekcija v življenju. In imaš priložnosti in to te bo zgradilo. Ne boj se storiti napake. Ne boj se storiti napake. Kako pravijo, mojster je naredil več napak, kot je vajenec sploh poskusil nekdaj. In to je nekaj, na čemer se kali posameznik, skozi kar pač rasteš in dobivaš modrost. In se mi zdi ta njen odgovor krasen. Veš, tukaj bi se navezal, ne, ker veš, imamo v Sloveniji besedo greh, ne, ker smo tako lepo bili vzgajani v njej, ampak beseda greh tudi kakor jaz vem, v aramejščini, po hebrejščini, bolj pomeni to miss the mark, zgrešiti. No, zgrešiti, a ne, ni to metafizična, ontološka napaka, ampak je sam zgrešena pot. To bi jaz rekel, no, da je katoliški tudi je probal Janez Pavel II razviti, da ni greh, da ni recimo spolna preporoka, da ni greh v smislu, da je to neodpustljivo dejanje, da je sam to zgrešena pot, po kateri se lahko ali vrneš ali nekako se probaš nazaj usmeriti na ta pravi pot. Ne vem, da sem ta zgledal. To začutil tako odvajal. Da ni panike nekako. Je pa res, da če pa se ukvarjaš s spolnostjo pred poroko, pa ne doživiš tiste čistosti. Ne? Jaz mislim, da ti je to na vsaki točki lahko podarjeno. A veš, na vsakem odnosu bi jaz rekla. In poznam ful veliko parov, ki so se naknadno za to odločili. In se mi zdi, da je čisto enako vredno, no ne vem, to pol Bog presoja, ampak jaz mislim, da je vse to ena, mislim, da nič ni zamujeno, a ne? Res, pač v tistem odnosu, ki se najdemo, ki je res to odnos, v katerem se počutimo dosti varne, da se tudi kaj tazga upamo, se splača, res se splača. Jaz tudi mislim, da dejansko ta beseda je povzročila mogoče marsikaj slabega, beseda greha, ne? Zaradi tega, ker potem ljudje dejansko ostajamo v preteklosti in se bičamo in se sami sebe nekako kaznujemo za neko dejanje, ki smo ga morda storili v preteklosti in se vedno znova in znova in znova in znova pač za to kaznujemo, namesto da bi že končno potegnili črto in rekli, ok, saj je od zdaj naprej važno, kaj bom naredil. Saj moja preteklost, kakršna je bila, ja, jo vidim, mogoče nisem ravno najbolj ponosen na njo, ampak me je določala in me je pripeljala do te poti in zdaj imam možnost zopet, da sem odločil pač zaviti levo ali desno. Čisto od mene je zdaj to odvisno. In vsakič znova imaš priložnost in kot si pač ti zelo lepo pač to opisal, ne, ko si citiral oziroma ko si pač povedal besede papeža Janeza Pavla II, da ja, pač zgrešil si morda pot, če tako misliš, da si jo zgrešil, zdaj pa imaš možnost, da popraviš to. Nič ni zamujenega, veš, nisi v končni fazi nič tako groznega storil, da pa zdaj ne bi mogel več nazaj. Predvsem pa začni sam sebi odpuščati, ne? Ker jaz mislim, da Bog je ljubezen in da on pač nam odpušča. Potem je pa vprašanje tudi od nas,
a smo mi tisti, ki si odpustimo za določene stvari, ali se bomo pač bičali za nekaj, kar smo storili recimo 20 ali pa 10 let nazaj. Ker tisto lahko postane potem naša osebnost in mi potem s tem življenjem gremo naprej in to nas lahko določa potem tudi našo osebno realnost in vse naše odnose in naše življenje. Kaj če ti kdo reče, da ti nisi čist, ker si pred poroko? Što me skrbi, mislim, kaj je ta čistost, ne? Pa kdo bi ti to rekel? Ne vem, ne vem, se mi zdi, da kar dobiš malo take iz kulture. Okay. Veš, ja, da te da te ena napaka iz preteklosti tako določa, da si ne moreš več reči, zdaj sem pa lahko še čist. A ne? Ampak glih to je recimo v katoliški cerkvi pa v cerkvah spoved, a ne? Ja. Ponovna prerojenje, ponovna čistost. Ja, tako se mi zdi, da tudi, ampak to šele zdaj se mi zdi tako, odkrivamo to vrednost spolnosti tudi, ja, ampak spovedi, kot tisto, kar res lahko pustiš pol, a ne, res je to tudi en sakrament zdravljenja vsega tistega, kar nas je ranil, a ne, da lahko v bistvu vedno štartamo na novo. Tako da, ja, iz tega se mi zdi, da katoliška cerkev ni tako, si za furo in zdaj je na koncu. Imaš na vsaki točki priložnost, da, glih danes sem prebrala, da ni Bog tisti, ki premalo odpušča, ampak da smo mi tisti, ki premalo prosimo za odpuščanje. Ne? Da na vsaki točki lahko pustimo svojo preteklost, tako da nas ne obremenjuje, da nas ne veže krivda, da jo ne nosimo na svojih ramenih, ampak si lahko rečemo, ok, zdaj sem nov človek, hvala za vse te stvari, ki sem jih dala čez, vem, da ti lahko vse te stvari, ki sem jih jaz zavozila, celo obrneš na boljš. Tako da grem z vsem tem naprej, ne? In zaupam svojo preteklost tvojemu usmiljenju in grem v prihodnost z enim zaupanjem v tvojo previdnost. Ne? In s prevzemanjem odgovornosti za svoje dejanja in da vem, da ne morem pričakovati pač drugega rezultata, če bom ponavljal iste norosti, kot sem jih recimo delal v preteklosti. Ker mi si dejansko lahko prosimo, ne, poznam tudi ljudi, ki pač hodijo v cerkev samo pač prositi za tiste odpustke, ampak potem pa čez teden pa serijo spet, kot pač da nič ne bi bilo in živijo, bom rekel, to katoliško življenje oziroma so kot kristjani, živijo samo tisto nedeljo do 8 do 9 ali po 10 do 11, preostali čas pač se dogajajo stvari, ki malce lahko zaviješ z očmi. Ne? Meni je enkrat župnik rekel, da spoved niti nima vrednosti, če ti nimaš plana, kako boš ti izboljšal, kako boš šel na ta pravo pot, pa če dejansko sploh ne hodiš po tej poti. Ne? Ima nobene vrednosti, da ti govoriš o svojih napakah. Se strinjam. Zanimivo, sam iti na to novo pot. Ne? Prvo, spravi identifikacija te poti, ne? Kjera je boljša, tako kot si rekel že na začetku, da ti ugotoviš, kjere so alternative, pogledati sploh, kaj imaš na voljo, potem pa se odločiti in dejansko stati za tem. Prevzeti dobesedno odgovornost. Zdaj jaz mislim, da tudi to je ful odvisno od kakšnega posameznika, od njegovega življenja, od razvoja duše. Se pravi, kakšna milost ti je dana, da in koliko časa bo potrebno, da boš ti lahko ovidel recimo napake tvojega delovanja in predrugačil svojo pot. Ne? Kakšno milost ti imaš kot duša, da lahko dejansko vidiš ali A, ali B, ali C alternativa, ali pa da tega sploh ne vidiš. Ne? Da je to mogoče tista prva stvar, ki je zelo pomembna, ne? Da ti vidiš, kje se v tvojem življenju nekako kažejo opcije, ali pa da tega sploh še ne vidiš. Ne? Potem pa odločitev za delovanje. Jaz bi se vam ful zahvalil, smo že pri koncu, da na koncu bi vaju pa vsakega prosil še za zaključne misli. Tako malo koncizno povedano. Bi tebe, Agata, ta prvo, za nalašč, ker vem, da ne maraš biti ta prvo. Až glih kleka, moram zdaj nekaj tako lepega povedati za na koncu. Tako, jaz bi rekla, da ne smemo biti sploh kot mladi ljudje, da ne smemo biti do samih sebe preveč tako zapeti pa strogi, da moramo sprejemati, da bomo zagotovo na ful točkah zavozili in da tudi tam, ko zavozimo, da res izkusimo to, ko zavozimo, da se res potopimo v ta, ne vem, kaos ali pa temo. Meni se zdi, da je Jung rekel, da mlad človek mora hudiča za lase parjeti. Da
da razumemo mogoče, kaj napaka je ali pa kaj napaka nam prinese in da se itak napake bomo delali, ne spodbujam zdaj, dajmo mladi, delajmo napake, ampak itak jih bomo, takrat, ko jih naredimo, da si res dovolimo si vzeti čas in energijo, da ugotovimo, kaj smo se iz tega naučili o sebi pa za življenje in gremo naprej in da se res zavežemo k temu, da iščemo eno resnico in da nas ni strah, da se kdaj odpovemo samemu sebi. Tako se mi zdi, da ne vem, se res poudarja to, da je važno, da je nam fajn, pa tudi v spolnosti in tako, Ne, dajmo se probati učiti, da je včasih dobro tudi, da se samemu sebi odpovemo za voljo drugega, da bomo pol bili lahko toliko bolj pripravljeni biti tako, vstopati v samo spolnost tudi v eni svobodi, v enem darovanju. In ker se mi zdi, da gre tako pol z roko v roke, če si ti usmerjen v dobro nekoga drugega, to nekako teče, izkusiš to dobroto pol tudi sam, ali pa užitek recimo v sami spolnosti. Tako da se mi zdi, da je spolnost res en tak pomemben del človeškega razvoja, ampak dajmo se res na njo pripraviti, pa da je nimamo kar tako nekaj za zraven ali pa tako nekaj za spotoma ali pa glih zato, ker še nisem, da jo res imamo kot nekaj posebnega, pa da se nam ne mudi posegati po njej, da jo res lahko izkusimo v eni tej veličini, ki jo spolnost lahko da. Hvala. Ban? Zdaj pa morda zaključil z povabilom gledalcem, naj se vprašajo mogoče vsake toliko časa kakšno vprašanje, in ker si prej omenil, da pred nama ni samo kilometrina tista, ampak tudi globina, mogoče vprašanje, ki da malce globine. Vprašaj sebe, kaj sploh želiš od sveta. Vprašaj sebe, kaj želiš sploh od spolnosti. Predvsem vprašaj sebe, kaj želiš ti svetu dati in kaj želiš v spolnosti dati. Ker mi prevelikokrat iščemo odgovore, kaj lahko svet meni da, kaj lahko drugi meni dajo, kaj lahko spolnost meni da. Premalokrat se vprašamo, kaj jaz lahko dam in zakaj jaz sploh želim v tem svetu živeti in zakaj recimo se jaz sploh želim svojo partnerko ali pa svojim partnerjem ljubiti. Jaz moški vprašam, oziroma ko jim rečem, pojdi s odgovorom na ta vprašanje, pridi do svoje partnerice, preden se začneš ljubiti z njo, boš videl, kakšno globino boste dosegla. Čist drugače bo, energija bo drugačna, ker bo tvoja namera znotraj se bo spremenila. Ko boš ti sebi odgovoril na vprašanje, pač kaj jaz sploh želim dati v partnersko razmerje, kaj želim dati v svet in zakaj recimo se želim, če se pogovarjamo o spolnosti, kaj želim pač v spolnosti, zakaj se želim svojo partnerko ljubiti. In to se mi zdi, da doda globino v posameznikovo življenje. In to niso lahka vprašanja. In predlagam, da si vsake toliko časa na nje tudi odgovorimo. Agata Urban, ful hvala za ta pogovor. Jaz res upam, da koga dosežem. Mislim, da bo res kvaliteten. Hvala. Drage gledalke, dragi gledalci, tudi vam hvala, da ste nas poslušali. Je bil kar dolg pogovor, ampak se mi zdi, da vreden svojega časa. Povšečkajte naše videe, naročite se na naš kanal in nas spremljajte tudi v naslednji oddaji. Dio.